Danes si bomo pogledali tematiko, za katero bo mnogo izmed vas reklo, zakaj si sploh izbral to temo. To je tako kot tisti hribolazac. Zakaj gre na hribe? Ja, zato, ker hrib je tam. In zakaj imamo to tematiko? Ja, zato, ker to obstaja in gremo tja. Zdaj, ker Biblija sama sebe razkriva, ker to piše v Božji besedi. In vse, kar piše v Božji besedi, ali naj bo to kontroverzno, ali ne v tem času, v katerem živimo, moramo to prebaviti, razumeti in danes si bomo zato pogledali še enkrat ta odlomek o zakonski zvezi. To je zdaj že 7. predavanje, ko si gledamo Efežanom 5, 21 do konca. Še posebej si bomo pogledali pa ta velik problem, kjer piše, da se naj žene podredijo svojim možem. Da naj bo mož glava ženi. Kaj to pomeni? In to si bomo danes pogledali. Zelo zakomplicirana tematika je to in to si bomo pogledali. Zato prvo preberimo cel odlomek. Efežanom 5, 21 do konca. Iz strahu spoštovanja do Kristusa se podrejete drug drugemu. Žene naj bodo podrejeni svojim možem kakor Gospodu. Mož je namreč glava ženi, kakor je Kristus glava cerkvi. On, odrešenik telesa. In kakor je cerkev podrejena Kristusu, tako naj bodo vsem žene možem. Možje, ljubite svoje žene, kakor je Kristus ljubil cerkev in dal zanjo sam sebe, da bi jo posvetil, ko jo je očistil s kopeljo vode z besedo. Tako, da bi sam postavil predse veličastno cerkev, brez madeža, gube ali česa podobnega, da bo sveta in brezmadežna. Tako so tudi možje dolžni ljubiti svoje žene kot svoja lastna telesa. Kdor ljubi svojo ženo, ljubi sebe. Saj vendar ni nihče nikoli sovražil svojega mesa, temveč ga hrani in neguje, kakor Kristus cerkev. Samo on namreč deli njegovega telesa. Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno meso. Ta skrivnost je velika. Jaz pa vam pravim glede Kristusa in glede cerkve. Zato naj tudi vsak med vami tako ljubi svojo ženo, kakor sebe. Žena pa naj spoštuje moža. To pravi Božja beseda. In še posebej danes si bomo pogledali 22. vrstico. Žene naj bodo podrejene svojim možem, kakor Gospodu. Mož je namreč glava ženi, kakor je Kristus glava cerkvi. Kaj to sploh pomeni? Nekaj načinov je, kako bi lahko to razložili. Eden izmed teh je to, da se vprašamo, ki ga tukaj naslavljamo, je to, ali obstaja kakšna razlika med vlogami in obveznosti med možem in ženo v zakonski zvezi. To sem že prejšnjič omenil, da pred leti je bila zakonska zaobljuba v poprečnih cerkvenih obredih, so bile različne vloge določene. Danes pa so te zaobljube absolutno identične, iste besede za oba spola. In kamorkoli greste v Svetem pismu, vidite, da je razlika med spoloma. Vprašanje je, ali sploh obstaja razlika? Ali obstaja struktura avtoritete? Kaj to pomeni, da naj se žene podredijo možem, da naj bo mož glava ženi? S tem se ubadamo, ker je problematično. Ampak morate imeti nekaj v mislih. Zato, ker je krščanstvo, odvisno glede na kulturo, se nahaja, je lahko radikalno, liberalno, subverzivno ali strašno fašistično nazadnjaško v svojem izgledu. Naprimer, v komunizmu, v komunističnih državah je cerkev vedno bila bolj radikalno subverzivna. Zakaj? Zato, ker je pač subverzivna. Komunistična država je zelo konzervativna. Cerkev se je s tem morala soočiti in zato je tudi sama postala taka. Ker je cerkev vedno dvomila, izzivala idejo, da država ni koncu arbiter moralnih odločitev in vrednot. Cerkev je vedno trdila, da država ni tista glavni arbiter in tisti, ki pove, kaj so prave moralne zadeve, ampak Bog. In tako je v takih državah, smo imeli superkonzervativne državne vlade in kjer je cerkev bila zelo subverzivna. V tej državi, v Ameriki, pa je zelo pogosto krščanstvo izgledalo bolj reaktivno in konzervativno. Zakaj? Zato, ker v tej državi je cerkev hkrati tudi izvala idejo, da oseba, posameznik na koncu tudi tisti, ki določa, kaj je moralno in kaj ne. Cerkev je vedno trdila, da tako ne individualni občutki, čustva, niti država ne morejo tega odločati. Veste, cerkev vedno gleda iz leve na desno in z desne na levo. Tako bi moralo biti, če bi bilo krščanstvo resnica, dejanska. Če pa je absolutna resnica, če je to razodetje od Boga, če krščanstvo ni levo in desno, ampak je od vzgoraj,
ne prihaja iz človeškega spektra, ampak se utelesi v človeški spektr. In če je to resnica, da to prihaja od zgoraj, da je to naravno in da ne pripada nikakršni ideologiji, potem bo vsaka ideologija sumničava do krščanstva. Na eni strani imate to, kar Pavel trdi o ženskah, ker je v mnogih kulturah in mnogih družbah, kar je radikalno subverzivna. V mnogo družbah. Ko Pavel, na primer, reče, originalno je učil to vlogo moža in žene v Efežanom, orientalska družba, tam, kjer se je to dogajalo. In zaradi rigidnih razumevanja ženskih vlog v tisti situaciji je krščanska resnica bila zelo subverzivna. In če preberete 1. Korinčanom 11, potem vidite, kjer Pavel trdi ženskam, ko molite in govorite v cerkvi, poskrbite, da ste zakrite. In tu govori poročenim ženskam. Zakaj? V tistem času in kraju, ko je ženska bila poročena, je bila popolnoma zakrita. To danes vidimo tudi v mnogo vzhodnih državah. To kaže na to, da je spadala k nekemu možu. Že ta ideja, da ženske se udeležujejo javnega čaščenja Boga in načini, kako so se stvari dogajali v prvi cerkvi, so bili tako radikalno subverzivni družba, da je Pavl svetoval ženskam, rekel, pokrite se. Zakaj? Zato, ker enakopravnost, ki jo krščanski nauk prinese med možem in ženo, je bil tako radikalen, da v veliko situacijah ljudje pozabijo, čeprav je enakopravnost, da še vedno so razlike, vedno so vloge po spolih, možem in ženo. Pavel je rekel, poskrbite ženskam, da nosite vaše tenčice, ker je to kulturno primerno glede na vaše kulturno okolje in da niste zavrnili vaše vloge do moža. Tako radikalno je to bilo. In vsekakor danes, mnogo ljudi še posebej v New Yorku bojo prebrali vrstice 1. Korinčanom 11, 12, 13 in bodo videli, kaj Pavel pravi o ženskah in bojo rekli, da je to zloraba, represija. In če je to res, kar tukaj piše, in ne prihaja ne iz ene, ne iz druge strani, če prijete do Biblije in se sprašujete, res, a je to iz leve ali z desne, ali nekaj vmes, potem boste vedno razočarani. Ker ne prihaja iz tukaj ali tamle, tu spodaj, ampak od tam. Ko sem zdaj to povedal, bi rad vam pokazal 3 osnovne reči danes. Dejstvo je, da te specifične vloge, a v bistvu je ta osnovna teza to. Biti moški ali ženska, to se sicer prekriva, vendar sta 2 razločna načina biti človek. Nista identična. Sicer se prekrivate, vendar sta različne variante človeka. Zaradi tega imamo vloge in različne obveznosti, darovi, poklici, nekateri, ki spadajo moškim in ženskam. Rad bi vam pokazal, kaj nam te vrstice učijo nas 3 reči, to, zakaj in kaj. Torej uči, da so vloge in drugič uči, zakaj so vloge in tretjič uči, kakšne vloge so. To, zakaj in kaj, vloge spolov. Vloge spolov. Kot prvo se dajmo zavedati, da v bistvu te vrstice nekaj učijo. Že samo na ta specifičen način, kako je napisano, da obstajajo različne vloge moža in ženo. Kot vidite, ne piše, da naj bi žene ljubile može, ampak naj jih spoštujejo. In ne piše možem, da naj spoštujejo žene, ampak da naj jih ljubijo. Možem skupaj z ženo pove, naj se podredijo v 21. vrstici. Potem pa pove tudi ženam, naj se podredijo možu. Moži naj se podredijo enkrat, ženske pa 2-krat. Nikjer ni vrstice, kjer bi pisalo, da bi žena delala za popolnost moža in da bi njega predstavila popolnega pred prestolom, brez napake. Torej, to pomeni, da Biblija pravi, da žene naj ne ljubijo možev, da jih naj samo spoštujejo. Ali pa da žene naj ne delajo za moževo popolnost. Je to, kar to pomeni? Seveda, da ne more biti to, ker je mnogo drugih mest, kjer je to ponovno izpostavljeno. Zakaj je potem temu tako, da bi Pavel povedal te različne navodila in din razlog je za to, ker smo si različni v stvareh, v katerih smo dobri in slabi, moški in ženske. Drugačni poudarki so in druge reči je potrebno poudariti za različne osebe, zato ker ima različne darove in različne vloge. To ni lahka tema za obdelati. Kaj so te vloge? Rad bi začel s tem prvim podnaslovom, kjer Biblija jasno uči, kaj sta te 2 vloge in tudi poda najbolj splošno razliko med tema 2 vlogama. Ne poda pa veliko detajlov. Naj vam razložim. Kot prvič, glede tega vprašanja.
Ali obstaja razlika med moškim in ženskim, kar se ne tiče fizičnega in gre globoko v dušo? Ali obstaja moškost, ki gre preko vašega spola in je del vašega značaja? Ali obstaja ženskost, ki gre globlje od vaše biologije in je v značaju? In naj bom, kolikor se da, pust in grafičen, kolikor je mogoče. Torej, obstaja nek unikaten ženski način, kako mora žena sprejeti moža emocionalno, prav tako kot fizično? Ali obstaja, ali je mogoče, da ima fizični akt seksa, da ima večjo razvejanost kot samo to fizičnost? Na drugi strani pa, naj to povem tako, obstaja nekaj unikatno moškega, torej da se mora moški usmeriti ven in k ženski, emocionalno in v odnosu, in način, kako fizično pristopi k ženi. Torej, ali obstaja moškost, ki deluje preko tega biološkega? Vsak intuitivno ve, da je, ampak nihče tega ne želi več priznati v tej kulturi. Takoj, ko ljudje poskušajo to definirati, potem se takoj počutijo, kot da ljudje dajo v te stereotipične vloge. Biblija pa pravi, da so vloge, in to bom tudi pokazal, in te niso stereotipične. Raziskave nam pričenjajo kazati, da to, kar Biblija že cel cajt trdi, da so neki splošni načini, da imajo moški in ženske različne klice. Meni se zdi zelo zanimivo. Ko sem hodil še na univerzo v poznih 60-ih letih, je veliko raziskav že kazalo dejstvo, da so intrinzične fiziološke in emocionalne razlike in tudi intelektualne. Nihče ni znal tega točno opredeliti. Takrat sem si izbral predmet psihologijo in vsako leto so predstavili dejstvo, da mali dojenčki, fantki, ko pridejo do ovire, porinejo tisto oviro. In ženske, ko pridejo do ovire, gredo okoli ovire. Tendirajo oboji k temu. To se uči. Fantki preferirajo manjšo kompleksnost stimulusa. Punčke pa preferirajo večjo kompleksnost stimulusa. Vloge torej obstajajo. Ampak zakaj so? In kaj so te vloge? Drugič, zakaj so te razlike med možem in ženo? In odgovor je v zaporedju stvarjenja. Ko je Pavel napisal, da se žene podredijo možem, kajti mož je glava ženi, če se tega zavedate ali ne, on nas tu poziva nazaj v prvo Mojzesovo knjigo. Zaradi te majcene besede, da je glava. Glava. Grška beseda glava je isto kot naša beseda avtoriteta. Isto. Beseda avtoriteta ima tako primalno referenco, tudi etimološko in vlogo glede na uporabo. Beseda avtoriteta prihaja iz besede avtor. Če jaz napišem pesem, sem potem jaz avtor, sem jaz avtoriteta. Jaz vam lahko povem, o čemu je ta pesem, zaradi tega, ker govorim iz svojega avtorstva. Jaz sem vir te pesmi, zato sem jaz avtoriteta. Torej vidite, da je to primarni pomen, kar pomeni avtoriteta vir in v drugem pomenu pomeni moč, vpliv. Na isti način tudi ta grška beseda glava originalno pomeni vir in dejansko pomeni glavni tok reke. In ko Pavel pravi, žene, podredite se možem, kajti mož je glava ženi, tako kot je Kristus glava cerkvi, se nanaša na to, kaj piše v prvi Mojzesovi, kjer je Eva vzeta iz Adama. Torej je Adam tako rekoč izvir za Evo. Na isti način, ko govori o glavi kot telo, je tak pomen, kot je, da je glava, je tukaj in telo raste ven iz glave. Telo je priklopljeno. Telo prihaja iz glave, tudi možgani, nevroni, živčevje in gre po telesu. Slika nam je tako zelo jasna. Pavel pa pravi, žene, podredite se svojim možem zaradi tega, kakor so stvari bile postavljene pri stvarjenju. Kako so bile postavljene? Na ta način. Dve reči, ki se jih naučite pri Mojzesovi knjigi, času stvarjenja. Prvo poglavje, druge in tretje, se veliko naučimo. Dve reči, ki so absolutno kritični, da razumete, kaj pomeni to, da ste poročeni. Pavel je rekel, da ne morete razumeti zakonske zveze in odnosa med njima, razen če gre se nazaj v prvo Mojzesovo. In to sta te dve reči. Prvič, da sta mož in žena bila ustvarjena. Eden za ime in drugi za pomočnika. Druga reč
Moška in ženska narava, tista, ki je bila v začetku, je bila prekleta. Njuno ime, imenovanje je bilo prekleto, torej tudi pomoč. Torej sta bila ustvarjena na določen način, ampak zaradi greha obstaja določena korupcija. In to sta dve reči, ki jih moramo razumeti. Bila sta torej ustvarjena in prekleta. Zdaj pa sledite mojim mislim. Ko Bog pride k Adamu in reče, poimenuj živali. Zakaj je Bog to naredil? Je Bog imel slab dan in ni imel idej za imena? Pa ravno je ustvaril cel univerzum. In rekel, ja, kaj so te reči, daj mi ti povej. Ne vem, kako jih poimenovati, pa da vidimo, če ima Adam kakšne ideje, boljše ideje. To ni to. To bi bilo grozno, neumno. Nekoga poimenovati v Svetem pismu pomeni več kot samo nekomu dati neko neumno etiketo na njega. Nekoga poimenovati pomeni, da ti si oblikoval, da si ti prevzel avtoriteto nad njim. Ti si oblikoval njihov namen in značaj v Stari zavezi. V Stari zavezi, ko je kralj premagal drugega kralja, je zmagoviti kralj dal novo ime premaganemu kralju. Zakaj? Zato, ker poimenovanje je nekaj, kar vrši nekdo, ki je nadrejen. Nekomu, ki je podrejen. Starši poimenujejo svoje otroke. Zakaj? Ne zaradi tega, ker je to ime mojega najljubšega igralca v španski nadaljevanki, ampak če pogledamo v Biblijo, potem vidimo, da je ime način, kako so starši določili, takega otroka želim imeti, tak želim, da bo, približno tak. Ko Bog nekomu spremeni naravo, se njegovo ime spremeni. Saul v Pavel, Abraham v Abrahama. Vse veste, kako to deluje. Torej, ko Bog pride do Adama in reče, poimenuj živali, mu je rekel, želim, da narediš red iz tega divjega. Želim, da imaš nek vpliv. Želim, da jih oblikuješ. Želim, da prevzameš. Želim, da prevzameš odgovornost. Želim, da prevzameš odgovornost nad svetom in ta nered in prineseš red v ta svet. In da prineseš nekaj reda v to divjino. Zakaj pa je ustvaril Evo? Evo, da bi bila pomočnica. Sedaj pa. Problem s to besedo pomočnica, toliko veliko škoda je storila. Angleška beseda pomočnik je slab primer prevoda te besede. Zato, ker na besedo pomočnik razmišljamo z idejo kot neke šibkosti. Atijo mali pomočnik. Kdo je to? Pomočnik je nekdo, ki reče, glej, dragi moj, tega ne moreš storiti tako pasjo hiško, ki jo delaš. Ne moreš jo narediti, ampak lahko mi pa pomagaš. Lahko greš po žeblje, po kladivo. To si predstavljamo kot nekoga, ki pomaga. Ne. Biblično gledano, beseda pomoč je izjemno prefinjen izraz. Prvič, to je skoraj vedno uporabljeno v zvezi z Bogom. On je naša pomoč in zatočišče. Ko je Eva bila ustvarjena kot Adamov pomočnik, pomočnik je nekdo, ki ima moč in resurse, ki potrebuje pomoč, nima. Zato pa, ko je Eva bila ustvarjena kot njegova pomočnica, to absolutno implicira deficite v Adamu. Implicira sposobnosti in sredstva, ki jih Eva ima in Adam ne. Beseda pomoč pomeni to, da ne morete nekomu pomagati, razen če imate nekaj, kar oni nimajo. Naprimer, lahko pomagam sinu z matematiko. Verjetno vem več kot on, kaj ne? Zato mu lahko pomagam. Recimo, da nikoli ne bi imel matematike, potem mu ne bi mogel pomagati. To je biblični pomen pomočini. Torej moram imeti nekaj, kar on nima. Ampak, še ena druga stran je s to besedo in to je skrivnost. Kaj je ženstvenost? Če vem več o matematiki kot moj sin, potem mu lahko pomagam. Vendar obstajata dva načina, kako lahko uporabim to moč. Lahko jo uporabim tako, da se postavim pod njega, da ga usposobim, da ga ojačim, da on pride do tega nivoja, kjer to lahko stori sam. Ali pa lahko ga nadomestim. Lahko mu pomagam ali pa ga nadomestim. Če pa storim to za njega, potem mu ne pomagam. Uporabljam svojo silo, ampak ne na način, da bi mu pomagal. Pomaganje je en specifičen način uporaba svojega znanja. To pomeni, da se postaviš pod nekoga in uporabiš svojo silo, da gre skozi njega. To je nekaj, kar te ojača, nekaj, kar ti daje moč. Beseda pomoč implicira, da ima Eva neke sposobnosti, ki jih Adam nima. In hkrati implicira, da ima dar, način, kako uporabiti to sposobnost, ki usposablja in ojača.
in daje moč. Torej ta zanimiva beseda pomočnik dokaže nekaj, se mi zdi. Dokaže, da tu moram zdaj biti zelo previden. Dajte mi nekaj 3 minute, da grem po ozki poti. In zelo pomembno je, ker se bom vrnil nazaj, kaj se tiče darov. Moški se vidijo, da rastejo v tem, ko se ločujejo in imajo dar neodvisnosti in želijo nek vpliv. Ženske imajo dar soodvisnosti in se vidijo, da rastejo v tem, ko se navežejo. Želijo se mreženje. Želijo biti soodvisne in želijo oblikovati tudi ljudi na ta način. Zato lahko rečemo, da moški sebe vidi, da je izpolnjen tako, ko zelo močno podredi svet z delom. Ženska pa vidi svojo izpolnjenost s prejemanjem in s tem, da postane deležna soodvisne mreže odnosov. Te reči vidite ne samo v raziskavah, to ne berete samo v feminističnih knjigah druge stopnje. Seveda veste, da bi se jaz tukaj ločil od te misli, da večina teh knjig pravi, da je to razlika med moškim in žensko in da so ženske boljše. Tukaj pa bi vas rad vprašal, največ vprašam, če je tukaj ena oseba, ki ima dar neodvisnosti, dar ločevanja, dar, da gre ven in brez tima in da pač stori. In tukaj je oseba, ki ima dar konsensa, praviti ljudi skupaj v tim, največ vprašam, kateri izmed teh reči vedno deluje, kateri izmed teh reči je vedno prava izbira. Nobena od teh strani ni vedno prava v vseh situacijah. Odgovor je v obeh. Ko govorimo o tem, da so ženske pomočnice, ali to pomeni, da moški ne bi smeli skrbeti za dojenčka? Ko govorimo o želji potem, da se doseže nek učinek, to pomeni, da ženske tega ne bi smele? Ne. Kar te dela moškega ali ženskega, ni to, kar počneš. Ampak zakaj to počneš? Moški lahko skrbijo za otroke, da bi imeli učinek. Ženske pa dosežejo za to, da bi lahko negovale otroke. To obstaja, zelo fundamentalno je, zelo globoko in to je tudi del tega, kar pomeni moškost ali ženskost. To najdete samo pri stvarjenju. To ne pomeni, da ženske ne imenujejo živali. To ne pomeni, da možje ne bi smeli pomagati ženam. Kar pa pomeni, je to, da so darovi. In tukaj moramo iti po tej poti. Se spomnite, kaj smo govorili o duhovnih darovih? Vsak duhovni dar je hkrati tudi dolžnost. V Bibliji piše, da ima nekdo dar evangelizacije. To pomeni, da so nekateri še posebni v tem dobri. Ampak vsi kristjani naj bi pričali. Piše tudi, da nekateri imajo dar učenja. To pomeni, da so nekateri dobri v tem, ampak vsi naj bi delili Božjo besedo. Ko pa govorimo o tem, da naj bi ženske uporabile svojo moč na način, ki usposablja. Ko govorimo o daru soodvisnosti in moški dar neodvisnosti, ne govorimo o tem, da ženske nikoli ne bi smeli biti neodvisne in obratno. Govorimo o tem, da so darovi in dolžnosti. Govorimo o tem, da ste v nečem posebno dobri. In razlog, v Bibliji piše, da ko se mož in žena združita, da se izpopolnita. Zakaj? Ker obstaja tudi temna stran vašega daru. Če ste evangelist, tak tip, oseba, ki je vaš dar, da pridobivate ljudi za vero. In ni vaš dar, da ga učite biti Jezusov učenec. Temna stran vašega daru je to, da boste vedno nekje v neravnovesju in boste potrebovali nekoga okoli vas, ki bo rekel, čakaj malo. Vse te ljudi, ki jih imamo zdaj tukaj, kaj bomo z njimi, kako jim lahko pomagamo? In če imate vi tak dar, da znate ljudi delati v Jezusove učence, imate spet vašo temno stran vašega daru. Spet potrebujete evangelista, da vas izpopolni. In potrebujete evangelista, da vas nauči, kako evangelizirati, čeprav to ni vaš dar. Na isti način pa je dar neodvisnosti, moški dar neodvisnosti ima vedno tendenco postati avtonomija in tiranija. In ženski dar ima tendenco, da postane odvisnost. To nas pripelje do druge osnovne resnice. Rekli smo, da v stvarjenju prva resnica, ki si jo moramo zapomniti, da sta moški in ženska ustvarjena drugačna. In druga resnica, da sta oba pokvarjena. Oba pod vplivom greha in sta se pokvarila. Prvi Mojzes v tretjem poglavju piše, ko sta se uprla Bogu, Bog pride do njiju in reče, ti boš švical in delal v prahu in raslo plevel in trnje.
Evi pa je rekel, rojevala boš v bolečini in poželela si boš moža, ampak on ti bo gospodoval. Če želite, potrebujete potrditev te razlike med moškim in žensko. Tukaj je to. Ko je Bog preklel človeštvo, je preklel različne aspekte. Ko je preklel Adama, je preklel njegovo delo. Tvoja potreba, da bi dosegel nekaj na tem svetu, da bi bil neodvisen, da bi dosegel ta učinek, ti bo postal lahko preveč pomemben, bo kot tvoj malik. Vedno te bo žuciralo, ker nikoli ne boš dobil tega, kar hočeš. In ko naredi prekletstvo nad žensko, kaj preklen? Njene odnose. Rekel je, poželela si boš moža, ampak mož bo nad tabo vladal. In ravno tukaj imamo tak zelo pomemben nauk. Nauk je, da ženski soodvisni dar pod vplivom greha jo bo to razjezilo in bo postala odvisna in bo želela, da se skrbi za njo. In mož, njegov dar neodvisnosti je pod vplivom greha, namesto da bi bil neodvisna oseba, bo postal tiran in bo gospodoval in tiraniziral ženo. Zato pa je meni tole zanimivo. Te knjige feministične pravijo, tukaj je macho man, tukaj je Marlboro moški, tukaj je kavboj, tukaj je Rambo, tukaj je tisti, ki nam daje probleme. Ta zlorablja ženske, tako ali drugače. In tukaj je princeska, kraljična, tukaj je tista najbolj priljubljena v šoli, tukaj je ženska, ki želi, da nekdo samo skrbi za njo. Tukaj je ena, ki želi biti samo v rokah nekoga, ki je zelo velik in bogat in lahko skrbi za njo, da ona skrbi naprej. Ne rabi stati sama zase. In te feministke imajo prav, ker v 3. poglavju 1. Mojzesu to piše. To se bo zgodilo. Ko moškost in ženskost, ko se to pokvari, soodvisnost postane tiranija in avtonomija, globoka soodvisnost postane odvisnost in mazohizem. Torej, razen če razumete te dve reči, tradicionalisti, tisti, ki vedno poudarjajo, ja, možje morajo gospodovati nad ženskami, morajo prevzeti iniciativo, pozabljajo pa dejstvo, da Biblija uči, da bodo moški tendirali k zatiranju žensk, ženske bodo tendirali k temu, da si to želijo, ali pa jim bodo to vsaj olajšale. Ne glih, da si želijo, ampak da jim bodo to olajšale. Takšna bo tendenca. Grehi moškega in ženske tendirajo k temu, da se hranijo drug na drugemu. Razen, če bodo prave varovalke postavljene. Cer spregledamo nauk Božje besede. Slušajte, tiste ženske, ki delate, imate službo. Še posebej v področjih, kjer je večina moških. Poglejte, kaj se je zgodilo z vami. Ste na kraju, kjer so vsa pravila moška pravila. Ljudje ne sodelujejo v timih. Ko ste tam, morate paziti svoj hrbet. Ste neodvisni. To je moški pristop k profesionalizmu. Zatrete svoje čustva, ne skrbite se za te reči. V taki situaciji, kaj se z vami dogaja? To ni krščanski kontekst in ker to ni kontekst, kjer je tukaj tudi ta zaveza ljubezi, ker sta si dva drug drugemu predana. V takšni situaciji boste opazili, da ste neprestano potisnjeni v nekaj izven vaše ženskosti in to na način, ki ni ljubeč in konstruktiven. Nekako ste odvlečene stran in vam je rečeno, ne biti soodvisna, ne biti pepelka, ampak to vas ne odvleče stran na ljubeč način. Dejstvo je, da bi se moški in ženske v zakonski zvezi morali naučiti se podrediti drugemu in v zakonski zvezi mož naj bi imel ljubečo avtoriteto in ženska naj bi izvajala svojo pomoč. Zakaj? Zato, ker bo moževa neodvisnost postala tiranija, razen če bo pomoč žene ji pomagala in ga potegnila nazaj. In mu neprestano kazala, kaj resnično pomeni. Pomeni biti moški. To ne pomeni tiran, ampak da je ljubeč. Na ta način ga potegne nazaj. Na isti način, ki imajo tendenco tudi ženske, biti odvisne od moškega, da on vleče njo nazaj. In da more priti do izpolnjenosti. Tradicionalisti pozabljajo dejstvo, da so prekleti. Pozabljajo dejstvo, da moški tendirajo dominirati ženske. In zato imajo tudi tendenco, da silijo svoje tradicionalno razumevanje. Biblija ne podpira starega viktorijanskega pristopa, kjer možje lastijo ženske. Na drugi strani pa modernisti pozabljajo dejstvo, da je razlika med moškostjo in ženskostjo.
In to imamo tukaj. Zelo globoko je. Zelo, zelo globoko. Še več bomo povedali drugič. Za danes samo toliko. Nekaj predavanj nazaj sem rekel, da je zakonska zveza prijateljstvo. Sedaj pa vidite, da je še veliko več kot prijateljstvo. Zato, ker ne glede na to, kako globoko dva moška ali dve ženske rasteta v prijateljstvo, torej dve ženski, ki postaneta zelo dobri prijateljici, pa naj bo to platonska ali erotična ljubezen. Biblija uči, da moški ne more izpopolniti moškega in ženska ne žensko. Ne na ta fundamentalen način. Kar se zgodi, je to, da ko se poročite in neprestano iščete, da se soočate z nekom drugega spola, potem ste neprestano soočeni s tem misterijem. In ta misterij je to na eni strani. To je oseba, ki je popolnoma drugačna od vas. Razmišlja drugače, dela drugače kot vi. In včasih je to strašno, grozno in vse živo. Na drugi strani pa, na globokem nivoju pa odkrijam, kdo sem. To je moja druga polovica. To je moja izpopolnjenost. To sem jaz. Biblija pravi, da gre to veliko bolj globoko. Pravi, da obstaja ta misterij tega drugega spola. In še ena reč. Kaj torej je podrejanje? Naj povzamem. Bomo to drugič bolj globoko povedali. Kaj torej je podreditev? Odločilna avtoriteta, ko ima reč neodločen izid. Sta možni žena prijatelja. In Biblija pravi, kakor železo brusi železa, prijatelj brusi prijatelja. To je popolnoma narobe razumljeno, torej pokvarjen pogled teh tradicionalnih pogledov, glede drave in podrejanja v družini, torej da se mora ženska podrejati in da mora mož vse odločati v družini. To preprosto ni res. Če je zakonska zveza najboljše prijateljstvo in železo brusi železo in prijatelj prijatelja, če v dobrem prijateljstvu imaš ta boj, konsens, te debate, tudi v zakonski zvezi mora biti to, enakost, ta neka napetost, to brušenje. Kako drugače bosta drug drugega vlekla stran od temne strani vaših talentov? Morate imeti način, kako to delati. Zato pa, večkrat, kako se mož in žena odločata, posebej, ker v Bibliji piše, da je Kristus tisti, ki je umrl za cerkvi. Zato on nikoli ne bi imel pravice uporabiti preprosto svojo avtoriteto, zato da bi zadovoljeval sebe. Nikoli. Torej, sedite tam skupaj in se odločate, kaj bi bilo najboljše. Kaj pa, če se ne morete strinjati? Kaj, če se preprosto ne morete strinjati? Nekateri bi rekli, ja, se preprosto ne odločite, če se ne morete strinjati. To včasih ne deluje. Kaj pa, če se ne morete odločiti, kam bi dala svoje otroke v šolo, privatno ali državno? Ko prekineš ta gordijski vozu? Biblični odgovor je, naj se mož odloči. Zakaj? Pisano je, ko pustiš moškega, da izpelje iniciativo in je žena nasprotnega mnenja, potem pridete v stik nekaj globokega v vas, moškosti in ženskosti, nekaj zelo globokega v vas, nekaj zelo realnega, nekaj, kar daje Bogu slavo, nekaj, kar je del človečnosti. Verjetno ne bo sovpadalo s tem, kar ste se naučili v predmetu slovenščina na faksu. Verjetno ne bo sovpadalo niti vašim občutkom. Bo pa ustrezalo vaši realnosti tega, kdor ste. Biblija pravi, da naj moški odloči v taki situaciji, naj ima on to avtoriteto na koncu. Formalno to ni nekaj, kar se zelo pogosto uporablja. Tudi v mojem zakonu lahko na 2 rokah preštejem, kolikokrat se je to zgodilo. To formalno izvajanje te avtoritete, kar pa Biblija tukaj pravi, da na tej točki, točno na tej točki, ker pustite, da mož odloči in čeprav se žena ne strinja, boste odkrili, da se povezujete z nečim globokim, kar je v vas. In s tem v bistvu povzročite, da postajate bolj ženski in bolj moški skupaj in se vedno bolj oblikujete po Božji podobi. Evo, popoln primer recimo. Oseba, ki želi ustvariti cerkev v New Yorku, ampak je poročen z osebo, ki tega ne želi. Poslušajte, tako gre to. On pravi, jaz bi rad šel in vem, da ne želiš iti. Če ne želiš iti, te nočem siliti. Seveda ne, torej ne bova šla. Potem se ona obrne in reče, čakaj, ravno si meni prepustil, da odločam. Za kakšno rabo sploh si tak moški? Vidiš, da te Bog kliče v divjino,
Če vidiš, da te Bog kliče, da storiš nekaj, potem jaz ne želim riskirati, jaz želim početi tega. To moti moje nagone pri delanju doma. Če pa te Bog kliče k temu, Božjo voljo, potem bodi moški. Odloči se. Je to muhasto? To je pomoč. Na tej točki vidite, da tako mož in žena se podrejate v vlogi, ki je v bistvu nista hotela. Mož v bistvu ne želi prevzemati odgovornosti. Žena pa ga nekako prisili v to, da zakaj ne? Biti pomočnik zahteva veliko vaše moči. Stisne ga v najbolj moško stvar, ki jo je kdajkoli storil. Na drugi strani pa, s tem, ko se je ona ne strinjala z mano sicer in je rekla, podprla te bom ne glede na vse in ne bom ti učitala ne glede na vse, potem ona stori najbolj ženstveno stvar, da obdrži svojo moč pod menoj in me usposablja s tem. Tako boste spoznali, kdo pravzaprav v resnici ste. Ko se dejansko podredite temu, kar Svetopismo piše, fundamentalna razlika med moškim in ženskim ni zatiralna. Ne. Mož ne more zahtevati, to si lahko samo zasluži. In ženska lahko to samo da. In ko se to zgodi, pridete v stik z fundamentalno razliko med moškostjo in ženskostjo v vas, kjer samo podrejanje knjigi zakonov našega stvarnika vam bo pomagala, da to odkrijete. Naslednjič bomo se vrnili k temu. Vem, da je čas že proti koncu. Pa primer, če ste samski, ali to pomeni, da ne morem postati popoln? In odgovor je, na žalost, sicer smo vsak delno moški, delno ženske oboje, in zakonska zveza je za grešnike. Problem pa je, zakonska zveza med grešniki, že tako dobra kot je, niti približno ni takšna, kakršna bi morala biti. In razlika v posvečenju med nekom, ki je poročen ali pa samski, je v bistvu trade-off, eno ali drugo. Če vas Bog kliče v zakonsko zvezo, potem Bog želi, da greste tam rasti, da se tam izpopolnite. Če pa Bog ne želi tega, da se poročite, poslušajte. Moški, Jezus je pomočnik. On je tisti pravi pomočnik. Poslušajte ženske, Jezus je glava. On je ideal tako moškosti kot ženskosti. On je tako moški, da nas moške dela bolj ženstvene. Mi smo cerkev in nevesta. In še eno mesto, kjer piše, kjer Jezus pravi, tudi če mati pozabi svojega dojenčka, ki še pije mleko, lahko pozabi, ampak jaz te ne bom pozabil. In kar Bog tukaj pravi, jaz sem tako skrbnik, jaz sem tak velik pomočnik, da celo vi ženske izgledate bolj moške v primerjavi z mano. Želite biti izpolnjeni? Ultimativno pridite k meni. Če želite, kaj to pomeni biti moški, poglejte mene. Če želite vedeti, kaj pomeni biti ženska, poglejte mene. Jaz sem več moški in več ženska kot vi. Zato pa, ne glede na to, kje ste, v kakšnem stanju, pridite k meni, jaz vas bom izpolnil. Pridite k meni in izpolnim vas bom. Če ste poklicani v zakonsko zvezo, ne se bati tega. Če pa niste klicani v to, potem si tega ne želite. Zato, ker je Bog tisti, ki poskrbi za posvečenje. In Bog je tisti, ki poskrbi za obnovo in enotnost in za izpolnjenost. O tem bomo več drugič. Bom še molil, ampak potem bomo še peli to himno. O Gospod, kako si lep, tvoj obraz je edino, kar iščem. In ko so tvoje oči na tem otroku, tvoja milost prestopa name. To je ta izpolnjenost, katero tudi najboljše zakonske zveze le blago prikazujejo. Oče nebeški, prosimo te, da bi nam pomagal, da bi videli to komplicirano in čudovito in misteriozno tematiko, kar ni na koncu lepa prispodoba slika načina, kako nas ti izpolnjuješ. Hvala ti, Gospod, da je tvoj sin, je naš mož, da so tudi najboljše zakonske zveze le bleda prispodoba veselja biti eno s teboj. Prosimo te, Gospod, da vsak tukaj, da bi bil bolj opremljen, razumeti slavo tvoje odrešitve, zato ker bodo pričeli razumeti, da si nas poklical, da bodimo moški in ženske in hkrati ljudje pod Bogom. Zahvaljujemo se ti za ta nauk in prosimo te, Gospod, izpolni nas sedaj, ko dvigujemo svoje molitve k tebi. V Jezusovem imenu. Amen. Hvala za poslušanje. Če vam je bilo všeč, se naročite na kanal, lajkajte in delite s prijatelji.